zdaj, ko imaš pa recimo, sveka, da ne govoriš o številkah, recimo 2000 evrov na dan, ne, približno, je pa lahko tankaš in še kaj ostane. Ja. Seveda. V bistvu sem razmišljala, da bi kaj dala v zlato ali pa kaj takega ali pa nepremičnino, sam ne vem še točno. In tukaj je moje povabilo ali pa nasvet, če smem, to, da načrtno investiraj zaslužek v to, kako lahko denar dela zate. Da poiščeš neke varnejše oblike investiranja, da poiščeš finančnega svetovalca, nekoga, ki ti lahko pri tem pomaga, da se izogibaš ljudi, ki vidiš že v samem začetku, da se družijo s tabo samo zaradi denarja in pogledaš, kaj je tisto, kar si želiš, da bo ti kasneje prinašalo nek denarni tok. In kasneje lahko v vsakem trenutku rečeš stop, ne bom več se ukvarjala z platformo OnlyFans. Če ne bi obstajal ta portal OnlyFans in ne bi imela te možnosti, s čim bi se ukvarjala? Mislim, da bi še kar delala nohte naprej. Sam, da bi imela več strank. Bi delala verjetno po cel dan. Ali pa bi probala si odpreti salon in da bi imela svoj salon in da bi druge delale zame.